Dobrodošli na ekološki kmetiji Kastelic, tu na Malem Vrhu v Mirni Peči. V bistvu mi smo bolj ali manj mešana kmetija, ker se ukvarjamo z veliko dejavnostmi. Primarna je še vedno sadjarstvo. Smo pa vedno bolj domači tudi v poljedelstvu, imamo zraven tudi nekaj malega zelenjadarstva, tudi govedoreja je prisotna na naši kmetiji. Vi za ekološko kmetovanje, koliko časa ste že v tem in ali je bil kakšen poseben razlog, spodbuda, da ste se za to odločili? To je zdaj, leta 2002 smo nasadili prvi sadovnjak. Že leta 1999 smo se pa odločili, da gremo v sadjarstvo. In smo se odločili pač na podlagi večjih stvari. Ena od teh je bila tudi, da je oče zbolel za rakom na debelem črevesu in smo vsi sumili, da je to kemija. In smo rekli, da od tega moramo stran. Druga stvar mi je pa spodbudila žena, ki je delala v tovarni zdravil Krka in je rekla, če že sem v taki službi, saj ekološki vrt bomo imeli, zelenjavo zase. In smo se pol, predvsej sem dobil ženo, smo začeli ekološko prehrano. Kaj za vas in vašo družino pomeni to, da ekološko kmetujete? Je to tudi način življenja, razmišljanja, odnos do ljudi in zemlje? Ja, predvsem to. Če se odločiš za ekološko kmetovanje, moraš najprej to razčistiti v svoji glavi. Težko nekomu prodajaš ekološko hrano, ti pa ješ konvencionalno. To je zelo težko opravičiti kupcem. Prvo kot prvo, mi moramo biti ekologi. Prvi, zase in za vse. Katere načine pridelave uporabljate, ki se razlikujejo od navadne? Se pravi, mi imamo ekološko kmetijo, se pravi, pridelujemo vse na ekološki način. Kako se to razlikuje od navadne pridelave, se pravi, uporabljamo zgolj naravna gnojila in pripravke za varstvo rastlin, kar pomeni, da so bolj zdravi kot vse ostalo. Zaradi tega pa mogoče so včasih malo grši na pogled, ampak so pa bistveno boljšega okusa. Od kod so vaša semena žit in sadike jablan? Sadike jablan. Semena, če imamo dovolj kvalitetna semena, uporabljamo domača, se pravi, imamo lastna. Če pa to ni, pa dokupimo ekološko semena, če je možno dobiti. Če pa to ni možno dobiti, pa potem zaprosimo na kontrolno organizacijo, da nam odobrijo dokup neekološkega semena, ki pa ne sme biti nič razkuženo ali karkoli je dodano. Kar pa se tiče sadik, pa je večinoma pride to iz tujine, nazadnje so prišle iz Slovaške, seveda s predhodnim dovoljenjem za dokup ali pa uvoz. Ste bili pri izbiri jablan pozorni tudi na kakšne stare sorte? Na stare sorte? Na stare sorte niti ne, smo bili pa predvsem pozorni na to, da so odporne oziroma bolj primerne za ekološko pridelavo. Tukaj je najbolj pomembno ali pa najbolj večkrat se omenja odpornost na škrlup. Se pravi, da ni treba toliko zatirati za škropivi oziroma preventivno mi ekološko, ampak so že same sadike bolj odporne na te stvari, bolezni. Zakaj je ekološka hrana tako kvalitetna? Tako, prvo moraš dejansko, ko se ti odločiš za ekološko pridelavo, ekološko kmetovanje, pač verjameš v to, da deluješ naravi prijazno, da uporabljaš res prijazna sredstva, naravna sredstva, dejansko kmetuješ res v sožitju z naravo. In enako je pri tem pri potrošnikih, ki se odločijo, kaj bodo dejansko jedli. Bodo želeli nekaj več od svoje hrane, ker dejansko ti, če povem na primeru jabolk, mi imamo dosti nižje pridelke kot mogoče kakšne druge kmetije, ki niso ekološke, kar pa pomeni, da dosti več hranil, okusa ostane v jabolku, ker je manj jabolk na drevesu. Dejansko bolj to tista je bolj polna hrana, bolj bogata, ja, tako. In tudi okusi so bolj pristni. Mi verjamemo v to, kar pridelujemo, ker vemo, s čim delamo, zato tudi verjamemo, da je nekaj več od naše hrane, da je to tista hrana, ki želimo dati našim otrokom. In vemo, da je zdrava, dobra, kakovostna, zato mi pač verjamemo v to, da je ekološka hrana dobra hrana. Ja, je pa zato tudi mogoče malo dražja, če primerjamo z ostalo. Zato je, ker je pridelana pod drugačnimi pogoji, so manjši pridelki, konec koncev so tudi stroški nekoliko večji, zato je tudi na končni ceni se to tudi pozna. Kaj vam pomeni, da vašim potrošnikom lahko ponudite hrano iz ekološke pridelave, še posebno otrokom? Vam, otrokom, da boste se zaradi tega potem, lažje učili, lažje igrali, ker boste dobro jedli, ker se mogoče premalo zavedamo, kako pomembno je, kaj vnesemo vase. Tako hitro pride do tega, ko zbolimo, tako je zdravila, tako je zdravnik. Preventivo pa prevečkrat pozabimo. Osnova pa je hrana. Treba je pač izbirati, kaj jemo, kakšna je ta hrana. Ni dovolj, da samo jemo, treba je res paziti, kaj in koliko.
In nam to res pomeni ogromno, ker je to tisto malo poslanstvo, zaradi tega pa smo kmetje, da lahko pridelujemo zdravo hrano, ne samo zase, ampak tudi za ostale. Za konec pa še vaše sporočilo, pozdrav šolarjem ob lokalni šolski malici. Bodite pozorni, kaj jeste in cenite to, kar imamo že v lokalnem okolju. Da zavedajmo se tega, ozaveščajmo o tem, cenimo to, spoštujmo to in se v bistvu medsebojno podpirajmo.